Režijo je ponovno prevzel Marko Čeh, eden vidnejših režiserjev svoje generacije. Sedaj so pred enim takim klišejem, kaj bi pekel naj bi bil, ampak nekako smo ugotovili, pekel ni to. Je bilo peklensko delati tole predstavo ali pač ne? Ne, seveda ne, sploh ne. Gre za njihovo drugo sodelovanje v letu dni, v skupno zadovoljstvo. Če njega ne bi še enkrat povabili, Mece? Ja, seveda, gotovo. Zadovoljni že z rezultatom prejšnje predstave. Nenazadnje smo vseeno prišli na Linharta, torej najdlje, kar se lahko recimo na srednjeslovenskem srečanju gledaliških skupin. In ja, zakaj ne? Tako da je bil zaradi narave teksta drugačen proces dela. In ja, nam je bilo zanimivo. Predvsem je bilo pa zaradi pomankanja časa oziroma kratkih rokov, ki smo jih imeli, tokrat zelo, zelo intenzivno. Odgovor, zakaj so Fofitejevci na oder postavili prav to dramo, smo dobili že na eni izmed vaj, ko smo naredili napoved premiere. Ne le, ker je njena vsebina večna, ampak tudi, ker je igralska zasedba majhna. Le 4 igralci. In jaz sem dobil zgolj manj to kot naročilo, je pa seveda zelo dober tekst in sem ga z veseljem delal. Bo tista ponovitev prva drugačna, kot je bila danes premiera? A se bo še kaj dogodilo, glede na to, da ste videli odziv ljudi? Ne, to je to in po moje bo dokaj isto. Odstopanja pa itak vedno so, ampak načeloma bo isto. Velja za režiserja, ki si pogleda tudi druge uprizoritve istega dela. Ste tudi v tem primeru to naredili ali pač ne? Mislim, jaz sem uprizoritev dosti videl, tudi na VHS-u, tudi čez faks in to, ker gre vseeno za enega pač po moje rangiranih top 5 tekstov na svetu kadarkoli. In to je seveda postalo v mojih možganih, ampak za čas tega študija nisem pogledal nobene. Zaprta vrata je eksistencialistična drama francoskega književnika Jeana Paula Sartra. Prvič je bila uprizorjena maja leta 1944, tik pred osvoboditvijo Pariza. Ste kaj takega črtali, kar bi sedaj postavili nazaj? Ne. Glavni akterji drame so, poleg Sobarja, ki ga je upodobil Zvone Nagode, Monika Jekler v vlogi detomorilke Estele, ki jo je na oni svet spravila pljučnica. Maša Kavčič v vlogi samomorilke in morilke z lezbičnimi nagnjeni Ines in Matej Ulčar v vlogi urednika, sicer pa strahopetca Garsina, ki je kot dezerter omahnil pod streli. Glede na to, da so vloge dokaj definirane, torej veliko teksta, kaj je tisto, kar je bil mogoče največji izziv tokrat? Tekst je osnova, ampak vsi te karakterji, bolj kot smo jih olupljali, bolj kot smo iskali ozadja, več plasti se pokaže in pač vse to nekako moraš ugotoviti, ponotranjiti in potem pač živeti na odru. Tako da izzivov je bilo ogromno. Vsak izmed akterjev drame je v času življenja storil marsikaj hudega. Drama pa opisuje življenje v peklu, ki pa ni tako, kot si ga sicer predstavljamo, z večnim ognjem in rabljem. Ne, je le soba z večno lučjo in brez možnosti, da bi se sebi, svoji vesti in sobivajočim morda umaknil v spanec. Vsi sicer pričakujejo mučenje, vendar rablja ni. Le spoznanje, da čeprav se v času življenja niso poznali, tu niso skupaj po naključju, ampak zato, da mučijo drug drugega, kar učinkovito počnejo s preiskovanjem grehov, želja in neprijetnih spominov drug drugega. Najbolj izpovedni stavek je: pekel so ljudje okoli nas. Pekel ne bo prišel od zunaj, pekel smo eden drugemu. Ko potegnete črto, rečete, v Kudu Fofite imate kakšen potencial? Ne, potencial je seveda zelo dober, zaradi tega tudi sem delal tudi drugo predstavo. Zelo fajn ljudje, fajn se da delati z njimi in posebej moram pohvaliti tudi to, da ko gre pač malo za nohte ali pa da je malo kriza, da se res stisne in se naredi. Kot rečeno, gre za njegovo drugo sodelovanje s Kudom Fofite. Skupaj so že uprizorili absurdno komedijo Ljudski demokratični cirkus Sakešvili. 2 posebni predstavi v enem letu na temle odru, po kateri je človek bolj utrujen. Psihično, fizično. Utrujenost po premieri je pač tista prava, ki pritiče premieri, se pravi ena zmes fizične utrujenosti in velikega olajšanja. Veseli smo, da nam je uspelo narediti
ta zelo težek tekst. Zdaj, če pa bi neke vzporednice mogel iskati s prejšnjim, bi jih pa težko našel, oziroma pač po svoje gre v obeh primerih za nek absurd. Je pa mogoče, stališča našega igralskega izziva bil Sakišvili nekako bolj izziv v tem nekem odklopu, čistem odklopu in iskanju nekih izzivov v tem svetu, absurdnih situacij in nesmislov. Mogoče je res to iskanje smisla v nesmislu, medtem ko tukaj smo vseeno imeli ogromno enega žmohta, rečemo temu pač nekega materiala, s katerim se je dalo delati. Vseeno so to trije liki, trije karakterji, ki imajo svojo zgodovino, ki jo lahko sestaviš in gradiš na njej, gradiš tudi na svojih življenjskih izkušnjah, spominih in je proces zagotovo bil drugačen. Mogoče v kakšni zadevi enak, ampak podoben, ampak vseeno drugačen. Kud Fofite deluje sicer že 12. leto, pod njegovim okriljem pa različne sekcije. Prav gledališka pa postaja reden gost osrednjih festivalov ljubiteljskega gledališča, tudi Linhartovega in Čufarjevih dnevov. Vsakoletne produkcije v sodelovanje povabijo tudi profesionalne sodelavce z različnih področij. Umetniški vodja društva je Dejan Spasič, ki je za tokratno predstavo pripravil scenografijo, predsednik pa je Žiga Okorn, ki je oblikoval luč. Zelo smo veseli, da imamo v bistvu še vedno istega režiserja, da je bil pripravljen se vrniti k nam. Dobro se počutimo, moram reči, da sem zelo, oziroma na tej točki moram reči, da naj pohvalim komplet ekipo. Sem zelo vesel, da nam je uspel po turbulentnem letu izpeljati tako premiero. Rekli ste turbulentno zakaj? Turbulentno je bilo predvsem iz strani financ, malo smo izpadali iz razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti, tako da kljub temu morala ni padla in sem res ponosen na vse prostovoljce, da so izpeljali komplet leto in kar smo si zadali.